Vprašaj napovem. Ok. A gremo? Tako. Spletni vplivnež Aleksandar Repić, znan pod imenom Nepridiprav, ki je zadnje dni trn v peti vladajoče stranke Gibanje Svoboda in njenega predsednika, premierja Roberta Goloba, je dobil nazaj svoj Instagram profil. Dramatičen preobrat prihaja le dan potem, ko je sporočil, da je njegov račun 114.000 sledilci izginil. Medtem ko do svojega profila ni mogel dostopati, si je odprl profil tudi na družbenem omrežju X in v nekaj urah zbral več kot 14.000 sledilcev. Spregovoril je o utišanju kritičnega glasu, kaj se v resnici dogaja in kdo stoji v ozadju blokade vplivneža, s katerim se že cel teden ukvarja vsa Slovenija. Nam bo pojasnil sam. Aleksandar Repić je spet naš gost. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Pa najprej, stvari se tako hitro odvijajo, da vam kar težko sledimo. Najprej so vam blokirali Instagram profil, rekli ste permanentno, zdaj ste ga dobili očitno nazaj. Kako vam je uspelo? Pa na Telegramu imam neke kontakte, ker sem jih že parkrat reševal profil, sicer ne v taki obliki, kot je bil zdaj, ampak mislil sem, da bo težko tole zdaj, ampak oni imajo neke svoje metode in pač proti plačilu uredijo to. So rekli, da prepustim, da mi prvo probamo, pa če bo vse v redu, boš pač pol še za to neki plačil in to smo pač uspeli urediti, da sem danes dobil profil nazaj. Namreč rekli ste, da se niti pritožiti niste mogli in kaj vam je pravzaprav Meta očitala? Pač jaz sem hitel s tem, ampak preden sem sploh del, kaj se dogaja, sem sam zaznal, da piše nekaj glede hate speecha in da je zaradi tega it's permanently suspended ali nekaj v tej obliki je pisal. Torej sovražni govor? Predvidevam, da ja, da je pač to je mogla množica od enkrat prijaviti, ker če od enkrat masa ljudi prijav za neko kršitev, pol oni ponavadi se avtomatsko odzovejo na to in ima nek svoj sistem, pol, ki ga verjetno kasneje tudi lahko preverijo, če je tako ali ni tako. V glavnem, na srečo mi je ratalo to dobiti nazaj. No, na Facebooku in na X-u, na katerega ste se vrnili, ste zapisali, da je za vsem skupaj predsednik vlade, Robert Golob. Imate kakšne dokaze za to? Ne, dokazov nimam. Zdaj s prstom ne moram na njega kazati, ampak vsak ima malo zdrave kmečke pameti, dojame, da pač nekomu ne odgovarja moja svoboda govora oziroma moja verzija svobode govora in več kot očitno je po mojem mišljenju, da to prihaja iz njihovega štaba. Namreč, ko ste bili pridržani, ste tudi obtožili predsednika vlade. Tam pa imate dokaze, da je bil on. Seveda, tam pa vhajajo informacije še zmer. Zdaj, res se je zgodilo neverjetno veliko stvari v dobrem tednu dni. Najprej ste bili tarča koordiniranih medijskih napadov iz kroga kabineta predsednika vlade, potem so vas pridržali, potem so vam ukinili profil. Vse to v enem tednu, zdi se, kot da naključja ne more obstajati v tako pogostem vrstnem redu. Ne, mislim, da ne. Pa še ta novica danes, da so lih zdaj uročili Dušanu Smodeju obtožnico, glede na to, da sem opozoril, da bom tudi to temo obdelal, Fotopub. Jaz mislim, da so to te zadnji brci umirjajočega konja, tako da to so te zadnje njihove neke poteze v upanju, da jim rata ohraniti to oblast. Ampak ne, zaokrožili pa so na X-u stari posnetki, se mi zdi, da iz leta 2022. Ljudje so debatirali o tem, da v bistvu ni prvič, da ste ostali brez Instagram profila, da ste že imeli podobne težave v preteklosti. Imel sem že podobne težave. Takrat sem imel precej manj sledilcev in takrat so se tudi najdel kaki, ki jim ni bilo všeč, na kakšen način jaz poročam. Takrat sem tudi poročal bolj na osebnem nivoju, zato sem nekako druge kršitve takrat delal, bomo temu tako rekli. Zdaj, ko pa hočem čim bolj kulturno speljati vse moje objave, se pač tudi nekdo zapne ob njih. Kako si razlagate, da se je v debato na socialnih omrežjih umešala predsednica republike, bila kritična, ker smo vam dali besedo, celo namigovala je, da ste v novem predkazenskem postopku na nek način sploh ni več za vas veljala domneva nedolžnosti. Ste jo vi tako razumeli? Jaz srčno upam, da ima ona težave v PR-u in da so neke objave brez njene potrditve delali na svojo roko. Ker če pa ona osebno napisala nekaj tazga, potem kaj naj vam rečem? Jaz sem s tistimi screenshoti in pohvalami, ki sem dobil iz njene strani za svoje dokumentarne prispevke na YouTubu,
sem pokazal, da na nek način se zaveda, kdo sem in da imam neko pomembno vlogo v tem, kar delam, in da je tudi zelo vesela nad številkami, ki jih dosežem in tako naprej. Zdaj v tem momentu, ko pa treba nekako se postaviti na stran trenutne vlade, se je pa pač odločila, da kritizira vso moje početje, ne čist direktno, ampak brez navedbe imena in priimka, ampak seveda se gre zame. Pa očita vse za nazaj stvari, ki sem jih že odsedel, za katere so pač kazni zaključene in je prišlo tudi do izbrisa in to nedolgo nazaj v februarju. Prej ste sami omenili Dušana Smodeja. Se boste še ukvarjali z afero Fotopub? Prepričan sem, da ja, želim to narediti v takem enemu širokem, obsežno zadevo, hočem posneti, se pravi direktno za YouTube in želim prek storijev to, ampak bi ob tej priliki sporočil vsem žrtvam Dušana Smodeja, če se lahko obrnejo name, in poskrbel bom za to, da poskrbim tudi za njihovo varnost, kar se tiče obraza in glasu, in bi rad to zgodbo nekako predstavil celotni javnosti, da vidimo, s kom dejansko imamo vse opravka v naši državi. Ja, verjamem, da vas bodo slišali. Je kaj novega, kar se tiče kazenske ovadbe, ki ste bili deležni strani odvetnika, in tudi kar se tiče zaseženih elektronskih naprav? Zaenkrat še nič. Celotna stvar je v fazi preiskave. Verjamem, da policija odlično opravlja svoje delo. Bomo pa videli, kaj bo cajt prinesel. Do volitev je za mene še veliko časa in vsak dan obstaja možnost, da se še kaj dodatnega najde, bom temu rekel, mogoče celo potakne, tako da pričakujem lahko vse možne scenarije. Še na nekaj ste namignili na Instagramu, preden so vas začasno blokirali, in sicer, da veste, od koga je informacija šla v medije, ne? Kdaj ste se srečali domnevno s predsednikom stranke Resnica, Zoranom Stevanovićem. Vi ste očitno kriminalistov rekli 27. januar, kar je bil lažen datum, in zdaj veste, kdo je kriminalist, ki je pravzaprav o tem govoril medijem, Pop TV-u konkretno. Boste izdali ime tega policista? Ne bi, to so pa moja načela. Oni so bili korektni do mene, jaz sem jim po končani preiskavi dal roko in zahvalil se za korekten odnos in mislim, da ni potrebe. Oni tam delajo za plačo, ne želim, da kdo zgubi službo zaradi tega od njih, ker ni problem v njih. Oni poročajo svojim nadrejenim. Problem je, ko nadrejeni, se pravi konkretno ciljam na Darkota, poroča to naprej svojim birom, da se tudi mediji pripravljajo na take in drugačne potem zgodbe in preko njega uhaja ogromno enih informacij ven. Gospod Muženic ste rekli, morda še tole, ne? Marsikdo je prepričan, da boste pred volitvami zdaj podprli Zorana Stevanovića. Nobenega ne bom podprl in noben ne bo direktno dobil moje podpore, sem pa izrecno za to, da se na teh volitvah pojavimo v čim večjem številu in ne glasujemo za Goloba. Instagram profil imate na zdaj. Kaj lahko pričakujemo na vašem profilu v 3 tednih pred volitvami? Pričakujemo še kako novo debato in veliko je še enih stvari, ki jih moram javno izpostaviti, ampak, kot sem že rekel, postopoma. Gospod Repić, hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam.